Valovi so silovito butali ob nazobčane skale spodaj, medtem ko je obupano mahal z rokami in se njegovo telo prevračalo skozi zrak. Rjovenje oceana je pogoltnilo njegove krike. Ni bilo časa za razmišljanje, ni bilo časa za reakcijo. Še trenutek prej je poziral za nedolžno počitniško fotografijo. V naslednjem trenutku je padal v smrt. Tako se izlet ni smel končati. Od spodletele snubitve do deskarja, ki se sooča z mečarico, do turistične ladje, ki pluje naravnost v nevihto. To so nekatere najbolj pretresljive smrti, ki so se zgodile med potovanjem. Kot vedno je priporočena diskretnost gledalcev. Ocean se je raztezal v neskončnost v vse smeri in se bleščal pod zlatim soncem. Veter je bil topel, valovi nežni in dan se je zdel popoln na plažah Phuketa na Tajskem. Za Rogerja Huseja je bila to le še ena pustolovščina in ena izmed mnogih v dobro preživetem življenju. Pri 71 letih je Roger videl več sveta, kot bi ga večina ljudi kdajkoli. Bil je uspešen poslovnež, popotnik, človek, ki je življenje sprejemal z odprtimi rokami. Roger je bil doma iz Avstralije, desetletja je gradil svojo kariero in pametno vlagal. Uživali so sadove svojega trdega dela na počitnicah, svojo tajsko ženo Butsabong Tongsanka in se predajali lepoti tajskih obal. Toda Roger ni bil tip človeka, ki bi samo sedel na plaži. Želel si je nekaj več, nekaj vznemirljivega. Ko je zagledal čoln za parasailing, ki je ponujal padalske polete nad Andamanskim morjem, ni okleval. Tega še nikoli ni počel, ampak zakaj pa ne? Osvojil je poslovni svet, prepotoval svet. Kaj pa je še ena pustolovščina več? Tako se je Roger brez oklevanja prijavil. Pozorno je poslušal, ko mu je inštruktor hitro razložil, kaj lahko pričakuje, kam naj postavi roke, kako deluje pas in kako ga bo padalo nežno dvignilo s čolna v nebo. Svetlo, pisano padalo je ležalo za gliserjem, vrvi so bile lepo urejene in skrbno pritrjene na pas, ki je bil zdaj pripet okoli Rogerjevih bokov in stegen. Trakovi naj bi ga popolnoma zavarovali, da bi lahko varno jadral več 100 metrov nad bleščečim Andamanskim morjem. Nekaj minut kasneje je Roger stal na zadnjem delu gliserja in se močno držal za ograjo. Verjetno je čutil mešanico živčnosti in vznemirjanja. Njegova žena, Butsabong, je stala nazaj na plaži in usmerila svoj fotoaparat proti možu ter ujela vsak trenutek te vznemirljive pustolovščine. Nasmehnila se je in pomahala, ko ji je Roger pokazal dvignjen palec. Nihče od njiju ni vedel, da je bil to zadnji nasmeh, ki sta si ga kdaj delila. Motor čolna je glasno zarohnil in nenadoma je Roger začutil močan sunek. Padalo se je hitro razprlo za njim, ujelo veter, ga potegnilo nazaj in ga gladko dvignilo s krova. Spustil je ograjo in se dvignil navzgor, vse višje in višje v nebo. Njegovo srce pa je od navdušenja močno razbijalo. Pod njim se je gliser hitro manjšal in postal le majhna pika na neskončnem modrem platnu oceana. Za trenutek je bil breztežen, svoboden, a nenadoma je začutil, da se je nekaj premaknilo. Nekaj na pasu ni bilo v redu. Trakovi okoli njegovih stegen so postali nevarno ohlapni in pas, ki se je še pred trenutkom zdel varen, mu je začel drseti po nogah navzdol. Namrščil se je in se znova premaknil. To je bilo nenavadno. Ali bi se moral tako počutiti? Potem se je zgodilo najhujše. Rogerjev pas je popolnoma popustil. V enem grozljivem trenutku je njegovo telo zdrsnilo skozi zrahljane trakove in padel je skozi zrak. Z obale Butsabong sprva sploh ni vedel, kaj se dogaja. Snemala je in približevala svojega moža visoko na nebu. Ko pa ga je nenadoma zagledala, kako se bori, jo je zagotovo preplavila čista groza. Roger je padel 100 čevljev z neba v vodo. In pri tej višini udarec v vodo ni bil enak kot skok v bazen. Bilo je, kot da bi udaril v beton. Z brutalno silo je treščil v valove. Ljudje na vodnih skuterjih in čolnih so v nekaj trenutkih pridrveli k njemu. Obupano so ga želeli rešiti. Njegovo mlahavo, negibno telo so dvignili iz vode, ga hitro prenesli na obalo in ga nežno položili na pesek. Ljudje so se panično zbrali okoli njega, obupano izvajali oživljanje in poskušali vse, da bi ga oživili. Toda Rogerjeve poškodbe so bile katastrofalne. Njegovo telo ni preneslo silovite sile trka. In žal se nikoli ni več zavedel. Roger Hussey, moški, ki je še trenutek prej letel nad rajem, je umrl na kraju samem. Ni ga bilo mogoče rešiti, a največje vprašanje je bilo,
kako se je to zgodilo. Preiskovalci so hitro začeli ugotavljati, kaj je šlo narobe. Sprva so nekatera poročila trdila, da se je Roger morda po nesreči odpel, saj je zamenjal mehanizem za odpenjanje z drugo vrvjo. Toda njegova žena je to zanikala in povedala, da ni paničaril, niti se ni dotikal pasu. Nekateri strokovnjaki so predlagali drug razlog. Oprema, ki so jo uporabljali tajski operaterji, se je zdela manj varna kot tista, ki so jo uporabljali v drugih državah. Ne glede na to, ali je šlo za napako v zasnovi ali človeško napako, se je Rogerjeva pustolovščina končala s tragedijo. Oba člana posadke so aretirali in obtožili malomarnosti, vendar nobena kazen ni mogla spremeniti tragičnega razpleta. V enem trenutku je Roger Hussey letel, v naslednjem ga ni bilo več. Rekel bi, da je to eden najhujših primerov, kar sem jih kdaj videl, ko se je veselje spremenilo v tragedijo. A naša naslednja zgodba je še bolj pretresljiva. Sonce je zahajalo nad turkiznimi vodami otoka Pemba v Tanzaniji in zlato obarvalo ocean. To je bil popoln kraj za romantičen oddih. Osamljeno, mirno in obdano z naravno lepoto. Za Stepena Webra in njegovo dekle Kanišo, Antoine je bil ta dopust na poti, da postane najbolj nepozabno potovanje njunega življenja. Bivala sta v znameniti podvodni sobi letovišča Manta. To je plavajoča kabina s potopljeno spalnico, popolnoma obdana s steklenimi okni, ki sta jima omogočala osupljiv pogled na ocean. Ribe so lenobno plavale zunaj, globoko modra barva pa se je raztezala v neskončnost, v vse smeri. Kenesha ni imela pojma, da je Steven načrtoval nekaj posebnega, nekaj nepozabnega. Bila sta skupaj že leta in Steven je bil brezupni romantik, ki je želel zaprositi na način, kot ga še nihče ni. Lahko bi to storil med večerjo, na plaži ali med sprehodom ob sončnem zahodu. A to mu ni bilo dovolj. Želel si je nekaj večjega, bolj dramatičnega, bolj pomenljivega. In kaj je boljši način, kot zaprositi pod vodo? In tako je popoldne, 19. septembra 2019, sonce zlato sijalo nad otokom in metalo dolge odseve po površini oceana. Voda je bila videti mirna in spokojna. Kaniša se je sproščeno udobno namestila v svoji podvodni sobi in bila očarana nad pisanimi ribami, ki so švigale sem ter tja zunaj debelih steklenih oken. Verjetno ni imela pojma, da je Štefan to presenečenje pripravljal več mesecev, natančno vadil, kako bo potekal ta trenutek in načrtoval vsak svoj korak. Čakal je na popoln trenutek. Kaneša je bila v njuni potopljeni spalnici, se sproščala in opazovala ribe, ki so plavale mimo stekla. Potem je zunaj opazila gibanje. Bil je Štefan. Potopil se je v ocean in plaval proti oknu. Kanesina obraz se je verjetno razsvetlil, ko ga je opazovala. Kaj je počel? Najbrž je bila sprva zmedena. Potem je izvlekel kos papirja, skrbno zaprt v plastični vrečki. Pritisnila je roke na steklo, njene oči so prebirale besede, medtem ko jih je Štefan držal gor. Na listu je pisalo: "Ne morem zadržati sape dovolj dolgo, da bi ti povedal vse, kar imam rad na tebi. Ampak vse, kar imam rad na tebi. Vsak dan imam rad še več stvari na tebi. Boš, prosim, postala moja žena? Se boš poročila z menoj?" Kaneši je verjetno v tistem trenutku srce skočilo v grlo. Predstavljaj si, da si na njenem mestu. Varno stojiš v tisti potopljeni spalnici in si priča prizoru, kot iz filma. Steven je segal v žep, dvignil čudovit zaročni prstan v majhni škatlici in ga nežno pritisnil ob stekleno okno, v upanju, da bo Kaneša razumela njegovo tiho podvodno snubitev. Navdušenje je bilo nepopisno. Hitro je segla po telefonu, da bi ta dragoceni, enkratni trenutek ujela na video. To je bil trenutek, ki ga ni nikoli želela pozabiti. Popolna snubitev. Popoln dan. Vse se je odvijalo točno tako, kot si je Štefan zamislil. A potem je šlo nekaj narobe. Medtem ko se je Kaniša z veseljem smehljala in snemala celoten nepozaben dogodek, je Štefan nenadoma postal nelagoden. Mirno, romantično vzdušje se je v trenutku spremenilo v nekaj zaskrbljujočega. Začel se je gibati hitreje, noge je brcal močneje in hitreje. Njegovi gibi so postali panični, telo se je zvijalo v vodi, oči so se mu v strahu razširile. Kaj se je dogajalo? Kaniša je zagotovo začutila, kako se ji je srce stisnilo, ko je opazovala moškega, ki ga je ljubila, kako se bori zunaj tistega okna, popolnoma nemočna, da bi mu pomagala. V nekaj sekundah se je romantična snubitev spremenila v obupan boj za preživetje. Kaniša pa ni mogla storiti nič drugega, kot da je opazovala.
Steven se je trudil in poskušal plavati proti površju, vendar njegovo telo ni odzivalo tako, kot bi si želel. Pljuča so ga pekla, saj mu je primanjkovalo kisika, mišice pa so bile izčrpane zaradi predolgega zadrževanja pod vodo. Škatlica za prstan mu je zdrsnila iz tresočih rok, potonila navzdol in izginila v motnih globinah pod njim. Listič je odplaval stran, nepomemben v primerjavi z obupanim bojem za njegovo življenje. Kaniša je v popolni grozi opazovala in kričala Stevenovo ime, vedoč, da je ne more slišati. S pestmi je udarjala po debelih steklih, upajoč, da bo nekako prebila in ga rešila, a bilo je zaman. Stevenovo telo je tonilo vedno nižje, izginjajoč v globine oceana, izven njenega pogleda. V paniki in prestrašena je Kaniša stekla po stopnicah iz potopljene sobe, klicala na pomoč, ko se je pojavila iz vode na zgornji palubi. Delavci letovišča so slišali njene krike in takoj skočili v akcijo. Potapljali so se v ocean in obupano iskali Stevena pod valovi. Minute so se zdele kot ure. Potapljači so mrzlično iskali in molili, da bi ga našli živega. Ko so končno potegnili Stevena iz vode, bil popolnoma neodziven. Reševalci so poskusili vse, da bi ga oživili, vendar je bilo prepozno. Steven Weber se je utopil. Kmalu zatem so ga razglasili za mrtvega. Kaj je šlo narobe? Čeprav je bil dober plavalec, je Štefan podcenil, kako dolgo lahko zadrži dih. Vznemirjenje, skupaj s fizičnim naporom plavanja, držanja listka in pobiranja prstana, mu je kisik izčrpalo hitreje, kot je pričakoval. Brez dihalne opreme je njegova sanjska snubitev postala usodna napaka. Tudi najbolj romantične geste se lahko strašno izjalovijo. Njegova zgodba me sili k razmišljanju, kje je meja med romantičnim pogumom in nepremišljenim tveganjem. Je ljubezen vredna vsakega tveganja, ne glede na to, kako nevarno je. Sporočite mi svoje misli spodaj, vendar jih zadržite, saj bodo stvari od tu naprej postale še bolj napete. Naša naslednja zgodba se odvija na Baliju v Indoneziji, kjer se raj sreča z avanturo. To naj bi bile sanjske počitnice za 33-letnega Nileša Mukija in njegovo ženo Kavito. Nileš, ki je bil doma iz Indije, je delal kot turistični agent, torej nekdo, katerega delo je bilo dobesedno pomagati drugim ljudem načrtovati njihove popolne počitnice. Tokrat se je odločil, da je na vrsti on. Bali je bil popolna destinacija in to z dobrim razlogom. Bali je navsezadnje po vsem svetu znan po svojih bujnih gozdovih, osupljivih templih in čudovitih plažah. Otok Džima je obljubljal pobeg iz vsakdanjega življenja, eksotični raj, kjer bi se lahko sprostila, ponovno povezala in končno uživala v medenih tednih, o katerih sta sanjala leta. 23. oktobra 2024 sta se odspravila raziskovati otok Nusa Penida, eno najbolj fotogeničnih točk na Baliju. Med njegovimi znamenitostmi je bil Angels Billabong, osupljiv plimni bazen na pečinah nad Indijskim oceanom. Turisti so ga oboževali. Fotografije posnete tukaj jih prikažejo, kot da lebdijo nad morjem, a njegova lepota je skrivala smrtonosno nevarnost. Plima se je lahko v trenutku spremenila in poslala nenadne orjaške valove, ki so vse na svoji poti pometli v divje vode spodaj. Domačini so poznali nevarnosti, opozorilne table pa so obiskovalce pozivale, naj ostanejo stran. A niso vsi poslušali. Tistega dne sta bila Nileš in Kavita v spremstvu lokalnega voznika, ki je razumel skrite nevarnosti okoli Angelovega Billabonga. Jasno ju je opozoril na razburkano morje in vztrajal, naj bosta previdna. To ni bilo prvič, da je izdal to opozorilo. Predobro je vedel, kako hitro se lahko raj tukaj spremeni v smrtonosno past. Toda Nileš, tako kot tisoči turistov pred njim, je bil očaran nad razgledom in mirno iluzijo lepote. Voda je bila mirna, valovi spodaj so se zdeli majhni in nebo je bilo jasno. Zdelo se je, da je to popoln trenutek za fotografijo. Kavita je vzela telefon in se nasmehnila, ko je Nileš stal ob robu vode ter se postavljal za popolno fotografijo. Obrnil se je k njej, se zasmejal in ji pomignil, naj pride bližje. Še ena zadnja slika. En popoln spomin. Toda tega, česar niso videli, je bila pošast, ki se je dvigala za njimi. En sam val, veliko večji od vseh pred njim, je začel nabirati moč daleč na morju. Ko se je val valil proti obali, je nabiral zagon. Rasel je vse višje in višje, kot tihi plenilec, ki drvi proti svojemu plenu. Ko je kdo opazil, je bilo že prepozno. Preden so lahko reagirali, je val z vso silo treščil pečino s silovitostjo,
ki se je še trenutek prej zdela nemogoča. Dvignil se je visoko nad skale, v trenutku se je grozeče dvigal nad njimi. Kavita je začutila nenadno silovito silo, ki jo je zadela, ji izbila zrak iz pljuč in jo potegnila nazaj. Močno je padla, skozi telo ji je šinila ostra bolečina, a ji je nekako uspelo zgrabiti za nazobčan kamen in se komaj izogniti temu, da bi jo potegnilo v vodo spodaj. Anileš ni imel take sreče. Ogromna sila vala ga je zadela naravnost, mu iztrgala Kavito iz oprijema in ga vrgla visoko v zrak, čez rob in v morje. Kavita, osupla in obupana, je kričala moževo ime ter nemočno opazovala, kako je njegova glava izginila pod divjimi valovi. Komaj je verjela svojim očem. Moški, ki ga je ljubila, s katerim se je poročila in izbrala, da bo preživela življenje z njim, je zdaj izginjal pred njenimi očmi. Opazovalci so pritekli do roba pečine, kričali na pomoč, a ocean spodaj ni prizanašal. Reševalne ekipe so se hitro mobilizirale, poslale čolne in potapljače, da bi iskali Nileša. Minevale so ure in kljub njihovim najboljšim prizadevanjem ga niso našli. Valovi so neusmiljeno udarjali naprej, morje pa ni pokazalo nobene milosti. Šele naslednji dan so končno našli Nileševo telo, več kot 17 km stran od Angels Billabonga, ki so ga močni morski tokovi odnesli daleč od kraja nesreče. Vzrok smrti je bil jasen in uničujoče preprost. Opozorilo domačina je bilo prezrto, in čeprav je ta zgodba srce parajoča, naslednja ni za tiste s slabim srcem. Adriana Von je trdo delala za življenje, ki ga je imela. Pri samo 45 letih je bila uspešna predsednica Bloomsbury USA, vodilne založniške hiše, znane po izdajah uspešnic in spreminjanju literarnih trendov. Njeno življenje je bilo polno sestankov, dogodkov in predstavitev knjig. Vznemirljiv, a izčrpavajoč tempo. Da bi se sprostili in skupaj preživeli kakovosten čas, je Adrian načrtoval poseben družinski dopust na eno najlepših destinacij na svetu, Amalfijsko obalo v Italiji. Amalfijska obala je znana po svojih pečinah, pastelno obarvanih hišah, luksuznih jahtah in slikovitih sredozemskih vodah. To je tisti kraj, o katerem sanjaš, da bi ga obiskal. Kraj, ki si ga predstavljaš, ko pomisliš na razkošje in sprostitev. Adriana, njen mož Mike in njuna dva mlada otroka, stara 14 in 11 let, so se odpravili uživati vsak trenutek. Po dneh raziskovanja očarljivih italijanskih vasic, okušanja okusne lokalne kulinarike in uživanja v sredozemskem soncu, se je družina odločila preživeti nepozabno popoldne na križarjenju ob obali z zasebno najetim gliserjem. Avgusta 2023 sta se Adriana in njena družina vkrcala na eleganten motorni čoln v Positanu, enem najbolj priljubljenih obmorskih mest na Amalfijski obali. Voda je bila osupljive temno-modre barve, mirna in vabljiva. Odsevala je bleščeče poletno sonce. Adrian se je nasmehnil, občutil je sproščenost in srečo, ko je čoln nežno drvel skozi valove. Otroci so se smejali, navdušeni nad vznemirjenjem, ko so drveli po vodi. Majki je držal za roko, veter jima je mršil lase, medtem ko sta občudovala dramatične pečine in bleščeče morje. Razgled je bil dih jemajoč. Imela sta občutek, kot da sta v prizoru naravnost iz filma. Kar nista vedela, je bilo to, da človek, ki je upravljal njun čoln, ni bil prav nič zanesljiv. Skiper je bil 30-letni domačin po imenu Vincenzo, ki naj bi njuno plovilo varno vodil ob prometni obali. Namesto tega je Vincenzo Aiello, kapitan, sprejel nevarno in neodpustljivo odločitev. Tistega dne je zaužil obe različni vrsti substanc, kar bo kasneje postalo tragično očitno. A za zdaj sta Adrian in njena družina zaupala, da jih bo varno vodil skozi vode, ne da bi vedeli za to skrito nevarnost. Ko je popoldansko sonce zahajalo, je čoln hitro drsel ob obali in se približeval priljubljenemu območju, polnemu turistov. V bližini je bila mirno zasidrana velika 45-metrska jadrnica, na kateri je potekala vesela poročna zabava. Gostje na krovu so plesali, se smejali in praznovali, povsem nevedni o hitrem plovilu, ki se jim je hitro približevalo od zadaj. Kapitan jadrnice je kasneje povedal, da se je manjši čoln gibal prehitro in se neposredno usmerjal proti njihovi zasidrani ladji. Obupano je mahal z rokami in kričal opozorila, vendar motorni čoln ni kazal nobenih znakov, da bi upočasnil ali zavil stran. Potem pa trk. Brez opozorila je Adrianov gliser silovito trčil v zasidrano jadrnico.
Trk je bil, kot si lahko predstavljate, uničujoč. Adrian, ki je stal blizu roba svojega čolna, je bil zaradi silovitega trka nenadoma izstreljen v zrak in vržen naravnost v vrteče se propelerje pod vodno gladino. Mike je v grozi opazoval, kako je njegova žena izginila izpred oči in šele nekaj sekund kasneje dojel, da so jo zadele propelerji. V enem grozljivem trenutku se je čudovit družinski dopust spremenil v nepredstavljivo nočno moro. Na krovu je izbruhnila panika. Mike je panično kričal in iskal po vodi, obupano upajoč, da bi bil Adrian nekako v redu. A hitro je postalo jasno, da so bile njene poškodbe katastrofalne. Ko so reševalne ekipe prispeli nekaj trenutkov kasneje, so Adriano potegnili iz vode in čeprav so jo takoj odpeljali na obalo ter poskušali vse, da bi ji rešili življenje, je žal v nekaj minutah podlegla poškodbam. Preiskovalci so kmalu odkrili šokantno resnico. Pri kapitanu čolna so odkrili prisotnost substanc, ki so očitno vplivale na njegovo presojo in odzivni čas. V krutem preobratu usode je ena sama nepremišljena odločitev nekoga, ki ga sploh niso poznali, zavedno uničila družino. Mike je preživel z manjšimi poškodbami, prav tako tudi njuni otroci, vendar bo čustvena travma ob pričanju nasilne smrti njihove matere ostala zavedno. Naša naslednja zgodba tragedijo dvigne na novo raven. Vključuje ducate turistov, kapitana čolna, smrtonosno vreme in eno najhujših nesreč v zgodovini turizma. Predstavljajte si, da rezervirate luksuzne počitnice v raju, sanjate o popolnih belih peščenih plažah, turkiznih vodah in nepozabnih dogodivščinah. To je bila prav tista sanja, ki so jo delili ducate kitajskih turistov, ki so julija 2018 odpotovali na Phuket na Tajskem. Trdo so delali, varčevali denar, skrbno načrtovali in zdaj je bil dolgo pričakovani izlet končno tu. Vrhunec naj bi bil sproščujoč dan na križarjenju okoli osupljivih otokov v bližini Phuketa, fotografiranje, potapljanje z masko v kristalno čisti vodi in uživanje v tropskem soncu. A nihče od njih ni vedel, da se bo njihov popoln dopust spremenil v enega najbolj nepozabnih dogodkov v zgodovini Tajske. Zjutraj 5. julija 2018 sta se dve turistični ladji, imenovani Serenita in Phoenix, pripravljali na izplutje iz pristanišča Chalong na Phuketu. Že preden so zapustili obalo, so bili očitni znaki, da je nekaj narobe. Nebo se je hitro temnilo in težki oblaki so se zbirali na obzorju, kar je nakazovalo, da se območju približuje silovita nevihta. Lokalni vremenski urad je izdal opozorilo o hudih vremenskih razmerah in vsem turističnim ladjam svetoval, naj ostanejo varno v pristanišču. A neverjetno, ta opozorila so upravljavci verjetno ignorirali, ker niso želeli razočarati plačljivih turistov ali jim vrniti denarja. Ko so turisti vstopali na ladje, verjetno niso veliko razmišljali o temnejšem nebu. Navsezadnje so zaupali svojim turističnim vodnikom in posadkam na čolnih. Turisti so bili večkrat pomirjeni, da so razmere varne, da bo nevihta minila in da bo pot dovolj kratka, da se izognejo resni nevarnosti. Nihče na krovu ni vedel, da se peljejo naravnost v središče nevihte. Ko so se čolni pomikali vse dlje na morje, so valovi postajali večji in so z vedno večjo silo zibali plovila sem ter tja. Potniki na krovu ladje Phoenix, večinoma družine, ki so skupaj uživale na počitnicah, so postajali vse bolj zaskrbljeni, ko so valovi postajali bolj razburkani in so čoln silovito premetavali z ene strani na drugo. Kar se je začelo kot navdušenje, se je hitro spremenilo v paniko. Člani posadke so začeli panično signalizirati drug drugemu in prepozno ugotovili, da so močno podcenili moč nevihte. V nekaj minutah se je nevihta močno poslabšala. Valovi, visoki tudi do 5 metrov, so neusmiljeno udarjali ob čolne. Phoenix PC, potapljaški čoln s 101 potnikom, so valovi silovito premetavali. Nevarno ga je nagibalo iz ene strani na drugo. Turisti so se obupano držali za vse, kar so lahko, in kričali, ko je morska voda vdirala v čoln, hitro polnila predele in nevarno nagibala plovilo na stran. Nekateri potniki so obupano segali po rešilnih jopičih, ko je voda zalivala njihove noge. Kaos na krovu je postal neobvladljiv. Kriki so se mešali z bučanjem valov in pokanjem lesa. Nato je prišel grozljiv trenutek, ki so se ga vsi bali. Phoenix se je popolnoma prevrnil in vse potnike pahnila v besneče morje. Ne morem si niti predstavljati groze, ko so bile družine, ločene v kaosu, vržene v neusmiljene valove.
Čoln, ki naj bi bil njihovo varno zatočišče, je postal smrtonosni zapor in ujel številne potnike pod seboj. Obupani starši so se panično oklepali svojih otrok in poskušali ostati skupaj v razburkani vodi. Drugi so se nemočno borili, da bi priplavali na površje, medtem ko so jih težke razbitine in močni tokovi vlekli pod vodo. Za številne potnike je bila ta nenadna nočna mora njihova prva in zadnja izkušnja z oceanom. Reševalne ekipe so pohitele na kraj nesreče in se same soočale z brutalnimi vremenskimi razmerami. Borile so se proti silovitim valovom, medtem ko so v neurju poskušale najti preživele. Kljub njihovim pogumnim prizadevanjem je bila situacija uničujoča. Družine na Kitajskem, ki so z nestrpnostjo čakale novice od svojih najdražjih, so namesto tega prejele nepredstavljive novice. 47 turistov na krovu Phoenix PC se je utopilo. To je bila ena najhujših ladijskih nesreč na Tajskem. Preiskava je hitro razkrila tragično resnico. Te nesreče bi bilo mogoče v celoti preprečiti. Oblasti so jasno opozorile turistične operaterje, naj ne zapuščajo pristanišča zaradi slabe vremenske napovedi. A vendar so dobiček in želja po izpolnitvi načrtovanih izletov imeli prednost pred varnostjo. Posadka čolna je ignorirala več opozoril in tvegala življenja potnikov, saj so stavili, da vreme ne bo tako slabo. Zaradi svoje malomarnosti so poslali na desetine nedolžnih turistov naravnost v smrtonosno nevihto. Ta zgodba je tako srhljiva, ker pokaže, kako pogosto je vaša varnost popolnoma v rokah neznancev, med katerimi so nekateri celo pripravljeni tvegati vaše življenje zaradi dobička. Družine so bile raztrgane, življenja uničena, samo zato, ker so bila opozorila prezrta. Po tej tragediji je bila Tajska prisiljena temeljito prenoviti svoje zakone o pomorski varnosti. Toda za ljudi, ki so se 5. julija 2018 ukrcali na čolne, so reforme prišle prepozno. Naša zadnja zgodba tragedijo popelje na še bolj nadrealno raven. Predstavljajte si, da deskate in brezskrbno uživate na čudovitem tropskem morju, ko nenadoma iz nič postanete žrtev enega najbolj nenavadnih plenilcev v oceanu. To je zgodba o Giulii Manfrini. Giulia Manfrini ni bila le še ena turistka. Pri 36 je bila pustolovska, atletska in obsedena s surfanjem. Kot domačinka iz Italije je potovala po svetu v iskanju popolnega vala in vedno premikala svoje meje. Oktobra 2024 je odpotovala na indonezijske otoke Mentawai, eno najboljših svetovnih destinacij za surfanje. S kristalno čistimi vodami in legendarnimi valovi je bil to sanjski kraj za deskarje, kot je bila ona. 18. oktobra so se Giulia in skupina deskarjev odpravili na otok Massacut. Vreme je bilo popolno, z jasnim nebom, blagim vetrom in valovi, ki so se nežno valili. Namazala je svojo desko z voskom, preverila varnostno vrvico in z veslom odrinila na vodo, nestrpna, da se poda na valove. Med vožnjami se je Giulia morda smejala in šalila s prijatelji, ter upijala veselje tega čudovitega kraja. A nihče od njih si ni mogel niti predstavljati, kaj jih čaka. Okoli pol dneva je Giulia odveslala dlje v morje in potrpežljivo čakala na še en popoln val. Ko je sedela vzravnano na svoji deski in se nežno zibala z gibanjem oceana, je bila voda pod njo videti mirna, spokojna in vabljiva. Toda v tej mirni vodi se je nenadoma iznenada proti njej hitro pognal velik mečar. Giulia je verjetno pod seboj videla le zamegljeno srebrno senco, preden je začutila nepopisno silo, ki je udarila v njeno telo. Mečar je skočil naravnost navzgor in z grozljivo natančnostjo zarinil svoj oster mečast kljun naravnost v njena prsa. Močan udarec je Giulio v trenutku vrgel z deske v vodo. Deskarji okoli nje, ki sprva niso vedeli, kaj se je zgodilo, so se hitro obrnili proti zvoku pljuskanja. In takrat so zagledali Giulio, ki se je borila in divje premikala v vodi. Prijatelji so obupano veslali proti njej. Povlekli so jo na svoje deske za deskanje, panično klicali njeno ime in obupano poskušali držati njeno glavo nad vodo. Kri se je razširila po oceanu okoli njih in se mešala z valovi, ko so jo dvignili na bližnji reševalni čoln. Giulia je bila komaj pri zavesti, za življenje se je držala le še z zadnjimi močmi, hudo ranjena zaradi nepričakovanega in uničujočega udarca. Obupani, da bi ji rešili življenje, so Giuliini prijatelji in delavci letovišča hiteli nazaj proti obali, kolikor hitro so lahko. Nujno so jo prenesli na plažo in jo takoj odpeljali v najbližjo zdravstveno ambulanto. Zdravstveno osebje je hitro ugotovilo, da so njene poškodbe katastrofalne. Kljun mečarice je prodrl globoko v njena prsa, povzročil obsežno notranjo krvavitev in hude poškodbe vitalnih organov. Zdravniki so naredili vse, kar so lahko,
in se obupano borili za življenje Julie, vendar so bile poškodbe preprosto preobsežne. Tragično je, da je Giulia Manfrini umrla le nekaj minut po prihodu v kliniko. Njeni prijatelji so bili osupli. Kako se je to lahko zgodilo? Napadi mečaric na ljudi so izjemno redki, tako redki, da so strokovnjaki kasneje ta dogodek označili za 1 na milijon tragedijo. Običajno mečarice napadajo le manjši plen in se hitro premikajo skozi vodo, ne da bi kdaj škodovale ljudem. Obstaja veliko teorij o tem, zakaj je prišlo do tega nenavadnega napada. Najverjetnejša razlaga je bila, da je bila Giulina deska za deskanje, ki se je premikala po površini vode, zamenjana za plen in jo je napadla. Kot smo videli danes, se lahko raj hitro spremeni v smrtonosno past, tudi za tiste, ki mislijo, da so pripravljeni. Želite podpreti kanal? Pridružite se za ekskluzivne ugodnosti. Hvala za ogled in se vidimo v naslednjem videu. Bodite pogumni in živite pogumno.